Spoštovani Korošci in Korošice, dragi prijatelji, hvala za tako množično udeležbo, hvala Alenki in vsem ostalim, ki ste organizirali to srečanje. Malo smo iskali ta kraj, nismo še v ilegali, zato mogoče nikoli ne bilo potrebno, da bi Koroško obiskali, tudi tisti en kombi smo videli tam na ovinku. Je vseeno prav, da so enkrat prišli na Koroško. Zdaj mogoče razumejo, ker Primorska je kar precej v asfaltu že. Mogoče razumejo zdaj tudi potrebe ljudi, ki živite tukaj. In s tem bi začel, kajti Alenka je prej rekla, da je toliko načrtov slišala strani vlade, da je težko še kaj dodati v svoj program za volitve. Dejansko je v zadnjem letu in nekaj mesecih ne samo nastalo veliko projektov, nastalo je tudi veliko načrtov za prihodnje obdobje. Ne nazadnje zaradi dejstva, ki ga je prej omenil kolega Zvone, da smo zdaj spet ponovno, tako kot smo bili vedno v časih, ko je Slovenska demokratska stranka vodila vlado, na začetku 7-letnega evropskega proračunskega obdobja, za katerega smo si ponovno zagotovili znatna sredstva. Ampak, ko govorimo o teh znatnih sredstvih, gledajte, treba povedati, da to niso neka sredstva, ki se ustvarjajo v Bruslju. To so sredstva, ki jih vi ustvarjate. Odkar je Slovenija članica Evropske unije, smo tudi del skupnega trga, dodana vrednost, ki je večja, zaradi tega, ker pač ni carin, ni omejitev, je trg povezan, je tudi večja, samo tega ne ustvarjajo samo v Belgiji, po Španiji, to ustvarjamo tudi v Sloveniji, na Madžarskem, na Hrvaškem, povsod. In to so ta sredstva, za katero pa se je pač v pogajanjih potrebno vedno prizadevati in boriti, ker ko gre za denar, takrat se velikokrat pozabi na velike besede, politično korektnost in temeljne vrednote, o katerih se sicer veliko govori. In za prihodnjih 7 let imamo na voljo sredstva za investicije ne samo iz 7-letnega evropskega proračuna, ampak tudi iz sklada za okrevanje in še nekaterih drugih skladov, več kot kadarkoli doslej in v nacionalnem okviru več kot je Slovenija imela realnih investicijskih sredstev kadarkoli v svoji zgodovini. Veliko lahko naredimo s tem. Veliko naredimo s tem in veliko načrtov za to, kaj bomo naredili, je tudi že narejeno in sredstva so porazporejena in so porazporejena po celi državi, ne samo po Ljubljani in še po nekaterih posebej ljubih krajih, kjer so včasih pač to delili glede na politične barve županov. Velikokrat, prevečkrat. Ampak tukaj vidi kar nekaj obrazov, s katerim smo bili že na različnih zborovanjih, na katerih smo obravnavali razvojne probleme Koroške, se pogovarjali o tem, kaj najbolj potrebujemo. Mislim, da smo imeli enkrat celo javno tribuno samo na temo 3. razvojne osi. Pred leti že zdavnaj. In gledajte, ta cesta bi lahko bila že zgrajena. Te ceste še nimate, šele zdaj se je začela graditi, ne zato, ker je bila Slovenija prerevna, pa zato, ker ne je bilo denarja in tako naprej, ampak zato pač, ker se je ta denar prelil drugam. Vse te zamude pri projektih, pa umeščanju v prostor, pa to tukaj, okej. Lahko nekaj umeščaš 10 let, ne lahko pa 2 leti. Vedno se da drugače. Vedno se da poiskati kak izgovor. In tukaj je šlo v glavnem za izgovore, zato ker so ti milijoni, te stotine milijonov evrov, v zadnjih 15 letih je šlo za stvari, od katerih ni bilo nobenih rezultatov, za kar nisi še nikoli slišal, samo od nas te je porabil. Mislim, da je bilo prej že omenjeno, da v času, ko je
ko so socialni demokrati vodili ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v 8 letih v Sloveniji nismo pridobili niti ene nove postelje v domovih za starejše iz državnih sredstev. Niti ene. Nekaj je bilo iz občinskih sredstev, pa privatnih in tako naprej, iz državnih sredstev, niti ene. Porabilo se je pa v tem času za tako imenovano dolgotrajno oskrbo na desetine milijonov evrov. Za študijo o tem, kako rešiti ta problem, čeprav najbolj to ni neka raketna znanost, so namenili 70 milijonov evrov, v glavnem iz evropskih sredstev. Niso še porabili, ker je prej mandat padel, to ne smemo reči, ampak namenili so za študije. Kaj treba tukaj študirati? Zato, da se je iz tega napajalo na desetine, na stotine, na tisoče raznih asociacij, ki so jih ustanovili, in ljudi, ki zdaj že od marca lani kolesarijo po Ljubljani ali pa hodijo peš v času, ko vi delate. Samo za tako imenovane nevladne organizacije na enem naslovu v Ljubljani, na Metelkova 6 je ta naslov, je šlo v tem času več denarja, na desetine milijonov evrov, kot za vso dolgotrajno oskrbo v Sloveniji, za nove investicije. In tam so razne nevladne organizacije, financirane iz vladnih proračunov. Že ime je malo čudno, kako ste lahko nevladen, če te vlada financira. Ampak leseno železo je pojem, ki se pač v takem ali drugačnem smislu v Sloveniji veliko uporablja ali pa zlorablja. No in ravno tisti, ki so iz tega pobrali največ, so bili tudi prvi sogovorniki te misije, o kateri je prej govorila Romana. Ti so največ pobrali, vam iz žepov direktno. Oni so zdaj tisti, ki govorijo o tem, kako dela vlada, pa kako ne dela in tako naprej. Jasno, da so kritični do vlade, ker mi smo malo to porezali. Ker če ne bi, če ne bi tudi veliko teh investicij, ki so zdaj v teku, ne bi bilo. Ker pa sami veste, če imaš 100 evrov, jih lahko porabiš za eno ali pa za drugo. Za dve stvari, če vsaka stane po 100 evrov, jih ne morete. In to je enako povsod. Podjetju, v družini, v podjetju in seveda tudi na ravni države. Pa tudi na ravni Evropske unije ali globalne ekonomije, če hoče. Vedno pride nek račun. No in ta problem, se pravi, razporejanje sredstev. Včeraj sem nekaj slišal predsednika državnega sveta, gospoda Lojza Košca, ki je rekel, politika je v bistvu pravično razporejanje sredstev. Predvsem. In dejansko skoraj vedno za to gre. Zdaj, ko slišite velike besede o temeljnih vrednotah, o pravicah in tako naprej, bodite vedno pozorni. Ne vedno, ampak večinoma govorijo o vaših žepih. Vedno so take velike besede na mizi in tako naprej. Je največkrat v ozadju poskus, kako to nekaj zamegliti pa pripeljati okoli, zato da vam potegne iz žepov. Pri davkih, stroških, kakorkoli. Ali pri tem, ko tisto, kar se zbere, se ne razporeja tja, kjer je bilo potrebno, ali pa tja, kjer je nastalo. Mislim, da je prej gospod župan Matic Tasić lepo povedal, kakšna je bila politika prejšnje vlade do občin. Jaz se tudi spominjam, treba povedati tudi to. Denar se vedno toliko bolj racionalno porabi, javni denar se vedno toliko bolj racionalno porabi, kolikor bližje se porablja tistemu, ki ga je ustvaril. Ker je nadzor avtomatski. Se pravi, ne glede na to, kaj si mislimo o kakem županu, v kakšni občini ali pa
lokalne oblasti in tako naprej. Generalno vzeto je denar, ki se porablja iz občinskih proračunov, bolj racionalno porabljen, so razne mahinacije in tako naprej, večje je mesto, večje so, to poznamo, ampak načelno je tako, da bližje je ta denar porabljen vam, ki ste ga prispevali, večji je nadzor. V občini se vidi, ali je pač milijon investiran v nekaj, kar rabite, ali investiran v nekaj, kar rabite. Na državni ravni je to že bistveno težje, na evropski ravni je to samo teorija. Lahko povem iz prve roke. No, in ko smo mi lani, kljub epidemiji, povečali povprečnine za občine in so iz tega vse slovenske občine več denarja dobile za investicije. In moram reči, slovenske občine so bile tiste, ki so v najtežjih časih epidemije v začetku lanskega leta, ko smo imeli prazna skladišča, ni česar, pomagale, da smo šli, da smo se sploh prebili čez tisti čas. In drugače imeli na 10.000 mrtvih, ker smo bili verjetno najslabše pripravljeni v celi Evropi. No, ko smo mi dvignili to povprečnino, je bilo veliko škripanja z zobmi, tudi v parlamentu. Zdaj, čist proti se niso upali glasovati, so pa bili tisti, ki so se poimenovali za KUL, precej zaskrbljeni, ker je jasno, da če se bo zdaj za občine namenilo več, potem tudi, če eventuelno oni sestavijo vlado, bodo to težko vzeli in dali na Metelkovo 6. In za letošnji rebalansu proračuna za prihodnje leto in v proračunu za leto 2023 smo te povprečnine še povečali. In spremljate glasovanje v državnem zboru, kako bo s tem. Tisti, ki bomo imeli s tem probleme, veste, da želi ta sredstva nameniti kam drugim. Zdaj pa vi povejte, ali se kdo med vami spomni enega dosežka, nacionalnega, lokalnega, kakršnega koli, kateri od teh nevladnih organizacij iz Metelkove 6, ki so včeraj solile pamet pač tej evropski delegaciji ali včerajšnjem, in ki so dobili na desetine milijonov evrov. Se spomnite kakšnega dosežka? Da so oni kaj naredili? Da je kaj odmevalo to? Karkoli? Kolesarili so. Glede, to je čista kraja vašega denarja pridelnega. To je čista kraja vašega denarja pridelnega. In vam moram reči, da to ni slučajno, to se ne dogaja samo v Sloveniji. Dogaja se marsikje drugod in dogaja se to tudi na evropski ravni. To je malo težje razumeti, ampak bom skušal biti zelo konkreten. V torek smo imeli kot država, ki vodi Svet Evropske unije v tem času, velik dogodek, to je bil sestanek, srečanje, konferenca Evropskega odbora regij. Evropski odbor regij združuje na stotine evropskih regij in mest iz vseh držav, članic Evropske unije. To je institucija, ki jo predstavljajo izvoljeni ljudje, se pravi izvoljeni župani ali pa predsedniki regij. In to je institucija, ki je bila od samega začetka ugrajena v ta mehanizem delovanja Evropske unije kot nekaj, kar prinese tudi v Bruselj oziroma na ta evropski nivo konkretne probleme ljudi. To je prek nacionalnih držav že težje, ampak odbor regije je bil zato ustanovljen, da pač tudi na tem evropskem nivoju poskrbi za to, da če zelo poenostavim, da tudi evropski denar pride do vas. In pred 20 leti, v času, prej smo mišli Evropsko unijo in tudi še potem, vsaj nekaj časa je pač veljalo, da kar se tiče pomena, kar se tiče vpliva, pa če hoče tudi pristojnosti, ko gre za delitev denarja, imamo zelo jasne nivoje.
na evropskem nivoju. Se pravi, evropske institucije, ki so sestavljene deloma medvladno, se pravi predstavniki vlad, držav članic, Evropski parlament, ki ga pač volimo neposredno po državah članicah, potem je odbor regij, kjer so regije in občine oziroma mesta, zatem so socialni partnerji, se pravi sindikati in delodajalci v okviru socialnega dialoga, potem so nevladne organizacije, ki so tudi potrebne, pač ker se ljudje organiziramo lahko organiziramo svobodno v različne organizacije na podlagi naših specifičnih interesov, in na koncu so lobisti. Lobisti, ki pač za koristi lobirajo, in tudi to je urejeno zakonodajo. To je bila gradacija pred 15-20 leti. To se je potem, še posebej v zadnjem desetletju, drastično spremenilo. In zdaj, v pripravah na to konferenco odbora regij, na sami razpravi, smo nekako prišli do šokantne ugotovitve, da je odbor regij, ki bi moral v Evropski uniji dejansko zastopati vaše temeljne interese in koristi v evropskih institucijah in nasploh, tukaj padel praktično na zadnje mesto. Formalno so še pred lobisti, dejansko pa ne. Zakaj? Zato, ker so nekateri pogruntali, da je bistveno lažje uveljavljati svoje interese, ne tako, da se registriraš kot lobist in moraš vse te stike prijavljati in tako naprej, ampak tako, da ustanoviš nevladno organizacijo. Da ustanoviš nevladno organizacijo in potem preko tega izsiljuješ takšne in drugačne koristi, in to se je v bistvu vpletlo v vse evropske mehanizme. In kot je povedal predsednik odbora regij, sicer Grk, je danes situacija takšna, da ima nek socialni odbor, ki deli milijarde evrov nevladnim organizacijam na evropskem nivoju, večji proračun in več zaposlenih kot odbor regij. Čeprav so tam pač, in da so seveda lobisti, ki so to pogruntali, enostavno svoje delovanje prenesli na tako imenovane nevladne organizacije, ki so tudi brez kakšnega koli nadzora, in je to evropska sistemska korupcija, ki danes nas vse skupaj stane desetine milijard evrov vsako leto in še več. Seveda, to ni samo naš problem, to je tudi problem na evropski ravni. In seveda, za razliko od politične družine, ki mi pripadamo, ker se mi bolj ukvarjamo z realnimi stvarmi, je levica in skrajna levica pogruntala, da je to krasna priložnost za ustvarjanje svojih paravojsk, ki se financirajo iz skupnega denarja. In so začeli ustanavljati na tisoče raznoraznih nevladnih organizacij, jih povezovati v evropske mreže. Noben od teh ni izvoljen, nikjer. Zato, da ustanoviš društvo, rabiš v večini evropskih držav 10-15 ljudi, se pravi, jih sam zbereš, oni te izvolijo pol za predsednika in ti si nevladna organizacija. In konkuriraš za sredstva, imaš tam prijatelje in ti dajo. In potem delaš velik hrup in kričiš o vladavini prava, pa o temeljnih evropskih vrednotah, takrat, ko je tvoj nek specifični interes ogrožen v tem smislu, da mogoče grozi, da ne boš dobil toliko milijonov več iz teh sredstev kot sicer. In to je, o tem zdaj poteka, pač se je začela resna razprava tudi na evropski ravni in seveda so se začele tudi velike težave. Naenkrat se je pokazalo, da meja med pač delom evropske administracije pa temi nevladnimi organizacijami praktično ni. Da se isti ljudje sprehajajo iz ene evropske institucije v nevladno organizacijo, pa pol nazaj, sami sebi tale denar, sami sebe nadzorujejo. In to omrežje je en od bistvenih problemov
Zdaj se sicer govori o tem v okviru konference o prihodnosti Evrope, kako Evropo približati ljudem. Ne. Na ta način sigurno ne. Na ta način sigurno ne, čeprav so izhodišča te konference dali ravno, kako je treba pač mnenje ljudi zbirati preko nevladnih organizacij. Ampak potem se namisli na gasilce, pa Karitas, pa Rdeči križ. Ne. Misli se na to mreže, ki je bilo vzpostavljeno kot paravojska ekstremne levice, pa levice v Evropi. Zadnje čase je zelo moderno biti zelena nevladna organizacija in to je potem zdaj vse zeleno obarvano. Ne. In tukaj so velike težave in njihove tako imenovane pravice so prišle na nekatere evropske konvencije, ki so ratificirane in zdaj, če hočete, da čist poenostavim ilustracijo tega problema, trenutno je glavna tema dvig cene elektrike v Evropi. Zdaj, v Sloveniji nekih zelo realnih razlogov za to, da bi dobili višje številke na položnicah za elektriko ni, ker vsi dobavitelji imajo še pogodbe po starih cenah in če vam bo kdo dvignil ceno, špekulira. Ni pa rečeno, da bo tako tudi naslednje leto, ker se pač različni razlogi so, ne bi vam utrujal za ta skok, ampak zdaj Slovenci imamo nacionalno energetsko bilanco, ker približno tretjino elektrike dobimo iz nuklearne elektrarne, približno tretjino iz Šoštanja, iz TS6 in približno tretjino iz hidroelektrarn in ostalih virov, tako imenovanih trajnostnih. In glede na to, da se je Evropa odločila, da moramo nehati kuriti premog do leta 2050 popolnoma, do leta 2030 v glavnem. Sicer je to drago, ker treba kupovati kupone in tako naprej. Bo morala Slovenija zaprti v določenem času, do leta 2033 naj bi teoretično. T6, za katero smo dali milijardo in preplačali in tako naprej, se je spremljali to sago. In to pomeni, da pač tretjino električne energije, ki jo zdaj dobimo tam, moramo nadomestiti z nečim novim. Zdaj, rek imamo to, kot jih imamo, sonca imamo to, kot jih imamo, vetra imamo to, kot ga imamo, pa tretjina države v naturi 2000, kar pomeni, da ne moreš povsod graditi niti vetrnih elektrarn, zdaj je to komplicirano. In edini izhod v tej situaciji je pač še en blok jedrske elektrarne. In v to smer je tudi večina Evrope, ker so v podobni situaciji kot mi. Je nekaj držav, ki imajo druge vire, mi jih pač nimamo in tudi večina Evrope jih nima. In vlada je izdala energetsko soglasje za pripravo projekta za drugi blok jedrske elektrarne. Lokalno okolje se strinja s tem, imamo zahodno tehnologijo, nobenih večjih problemov ni bilo, znanost je napredovala, riziki so izjemno majhni, vsekakor manjši, kot če ni elektrike. In v bistvu je pač potrebno zdaj do časa, ko bo potrebno zaprti T6, zgraditi drugi blok. Sicer bomo imeli redukcije kot pred 40 leti, ali kot jih imajo Kitajci. Ampak takoj, ko je bilo to dovoljenje izdano, so se 3 nevladne organizacije na to pritožile. In po Evropski konvenciji jih je treba resno vzeti in te sodišča melje. Pa bo trajalo ne vem koliko časa, pa bo to recimo zavrnjeno, pa se bodo spet pritožili. Razumete? Mogoče se pa ne bi, če bo kdo prišel do njih pa jim kaj ponudil. Kot se je dogajalo pri nekaterih drugih projektih. Se pravi, gre za popolno zlorabo te ureditve, gre za nekaj, kar nima nobene zveze z kakšnimi koli plemenitimi nagibi po varovanju narave. Predstavljate si življenje brez elektrike, kaj se bo dogajalo takrat z naravo. Tako da
prišli smo zelo daleč in ta razprava zdaj poteka na evropski ravni. Pri nas to bolj malo odmeva, ker naši mediji so tle precej skopi, ne? Pri teh obravnavah vemo zakaj. In nekatere stvari je pač treba razumeti. Nekatere stvari je treba razumeti in tako kot se pri nas protestira ob petkih in ob sredah, pa ne vem kdaj še vse, ne? Zato, ker so nekateri, v glavnem zato, ker so nekateri pač viri za tiste, ki takrat, ko vi delate, oni protestirajo, ne? Ogroženi. Tako je tudi na evropski ravni ta spopad precej brutalen, ne? Precej brutalen in dve besedi sta, ki jih v teh evropskih debatah ne smete omeniti, sicer boste napadeni z vseh topov. Prvič ne smeš omeniti tiste, ki ne vedo, kjerga spola so. Ne? To je takoj vihar, to je fašisti, karkoli. In ta lobby je v evropskih institucijah izjemno močan. Ne? In se ne smeš omeniti imena in priimka Georgea Sorosa. Ker George Soros je milijarder, ne? Milijarder, zaslužil pač svoje bogatstvo z špekulativnim finančnim kapitalom, kar pomeni, več je bila finančna kriza, največje so bile obresti in tako naprej in pač v naravi tega špekulativnega finančnega kapitala je ustvarjati kaos. Kaos, v katerem se države zadolžujejo, da so višje obresti, ne, od tega oni živijo. In zato, da se ta kaos povzroča, so ustanovljene številne nevladne organizacije, ki delujejo v okviru tako imenovane mreže Odprta družba. Ne? In zato, da se to omrežje vzdržuje pri življenju, se namenja na stotine milijonov evrov. Ne, ampak to večinoma zdaj ni več denar tega milijarderja, ampak je to denar iz teh evropskih skladov. Tako da tukaj je ta interes popolnoma jasen. In denar je pač zelo močno sredstvo pri zagotavljanju določenih interesov in zaradi tega bo kvaril to ime. Bo kvaril tako imen, čeprav vsa ta imena, ki so nekako v tem omrežju, so javno znana, so objavljena, ni to nobena skrivnost za tiste, ki seveda to hoče, ampak to ne sme biti v splošnem vedenju, ker potem bi ljudje začeli stvari povezovati eno z drugim. Hočem to povedati, da tudi na tej ravni gre za denar, gre za interese, ne gre za nobene vrednote, ne za zelene, ne za rdeče, ne za črne, ne za humanistične, ne. Gre enostavno za, rekel, grobo izkoriščanje kanalov, ki so si jih ustvarili ob tem, ko so pošteni ljudje delali, pa so bili nepozorni, ne, zato da se pač obvladuje situacijo. Zdaj v Sloveniji je pač to prišlo že zelo daleč, ne. Poleg teh težav, ki sem jih omenil z okoljevarstvenim oziroma z energetskim soglasjem za drugi blok nuklearne elektrarne, je tle še vrsta drugih projektov, tudi na občinski ravni, infrastrukturnih projektov, recimo tretja razvojna os, južni krak, okoli Novega mesta, ne, tam je neka iniciativa, ki se skozi pritožuje in blokira in ovira in pade na sodišču, pa se spet pritoži in tako naprej. To dejansko zavira naš razvoj, ne. To nam jemlje odstotke bruto domačega proizvoda in to nam jemlje stotine milijonov evrov, ki smo jih sposobni ustvariti, če zagotovimo določene pogoje. Zdaj, predstavljate si situacijo, da je bila tretja razvojna os, severni krak na Koroškem, dejansko zgrajena do leta 2010. Kar smo imeli mi načrtu v prvem mandatu. In bi se zgodilo in bi se lahko zgodilo. Recimo, kljub recesiji je Poljska takrat gradila infrastrukturo, ljudje so dobili delo, denar, za katerega so se zadolžili, je šel v neko konkretno stvar in danes tiste regije, kjer so na Poljskem, kjer so zgradili infrastrukturo v tistem času, cvetijo.
Pojdite kdaj na ta zahodni del Poljske, boste videli, da je to drug svet, kot je bil pred 20 ali pa 30 leti. Popolnoma. Večja razlika, kot če pri nas primerjajo. No, predstavljate si Koroško danes. Če bi ta infrastruktura bila zgrajena do leta 2010, koliko novih investicij bi bilo, koliko firm bi bilo, koliko večje plače bi bile, ker bi pač bile investicije, ki zagotavljajo večjo dodano vrednost, koliko manj časa bi izgubili na cestah v tem času. Tako da vse se da zračunati, vse se da zračunati in to je potrebno narediti. To je zdaj potrebno narediti in če se le da, skušajmo računati skupaj z drugimi. Ker tisti, ki pri nas spremlja samo srednje medije, verjetno ne bo nikoli računal v to smer, bo računal neko drugo. Ali bo vse drugo bolj pomembno tistega, kar je dejansko pomembno. In tudi vse te tako imenovane ideološke debate v Sloveniji, ki potekajo, to že dolgo časa ni ključna stvar, kaj se je dogajalo v prejšnjem stoletju, v času druge svetovne vojne in tako naprej. To je vse zgolj inštrument za to, da se pač ljudi razdvaja, pa da se manipulira, pa da se namesto o realnih problemih razpravlja o ničem, kar itak ne boš nikoli nobenega prepričal. Na te finte pač enostavno ne smemo nasedati in manj ljudi bo na to nasedalo, prej bomo bistveno hitreje zakorakali po poti napredka. Slovenska demokratska stranka si je za svoje geslo nekako spontano, nobenega natečaja nismo imeli, izbrala besede, ki so tukaj za nami. Gradimo Slovenijo. Ne mišljeno samo, da gradimo ceste pa železnice, mišljeno je, da gledamo naprej. To pove ta slogan. In ta slogan tudi pove to, da mi ne izključujemo nikogar. Mi ne izključujemo nikogar, tako kot vlada ni izključevala nikogar, ko je dvignila povprečnine za vse občine, ne glede na to, kjer je barve je župan. Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani te države živijo povsod. Mi smo gledali na barve, gledali smo na skupno korist. Tako tudi to geslo Gradimo Slovenijo ne izključuje nikogar. Slovencev nas je itak premalo, da bi se izključevali. Zdaj končno imamo neko okolje, kjer so tudi naši rojaki v zamejstvu zraven, pa kjer na tiste naše rojake, ki živijo po svetu, ne gledamo kot na emigracijo, ampak kot na del narodovega telesa in se trudimo za to, da smo pač povezani. In bi bilo res noro, da v teh novih dobrih okoliščinah pravzaprav sami delamo nekaj, kar nas postavlja za desetletje nazaj. Tako da, če ste danes koga srečali, ki je prišel, kot piše na tistem kombiju, iz Primorske, vam tukaj soliti pamet, mu recite, da je pač dobrodošel, ampak da na Koroškem gledate v prihodnost, ne v preteklost. In to je... To mora biti tudi naše ključno sporočilo v tem času pred volitvami. In te volitve bodo kmalu. Zdaj jaz sicer verjamem, da bodo tudi še zadnji teden pred volitvam kolesarili po Ljubljani in kričali, hočemo predčasne volitve. So v takem zagonu, da bodo težko nehali. Ampak volitve itak bodo. Volitve itak bodo. In kot je rekel prej Aleš, za Slovensko demokratsko stranko so volitve tisto, kar odloča o tem, kdo bo vladal. Za razliko od tistih, ki se zberejo na nekem trgu ali pa na Kredarci pa kričijo, mi smo ljudstvo. Mi smo ljudstvo.
mi pravimo, ljudstvo si toliko, kolikor glasov dobiš na volitvah. Toliko zastopaš ljudstvo, kot ti ljudstvo nameni glasov na volitvah. In to je, gledajte, to je bistvena razlika med demokracijo in med vsem ostalim, kar demokracija ni. Od fašizma, nacionalsocializma, socializma in tako naprej, kjer na koncu vedno pride do tega, da ni volitev. Ne glede na vse velike besede. Na koncu so se vsi ti sistemi zapeljali v neko situacijo, ker ni bilo volitev. In to se delno dejansko s tem, kar sem prej opisoval, poskuša zdaj tudi v veliko okolij zahodne civilizacije. Recimo to, da se forsira nevladne organizacije, ker da niso izvoljeni. Pa pri nas recimo se zahteva strani sindikatov, da vlada nobenega zakona ne pošlje v državni zbor, dokler oni ne soglašajo. Socialni dialog je to, da se o tem pač pogovarjaš in usklajuješ in tako naprej. Nima pa nekdo, ki predstavlja en pač posamičen, kakorkoli legitimen interes, pravice, da reče, dokler se jaz s tem ne strinjam, državni zbor ne sme sprejeti te odločitve. Mislim, kdo si ti? Piše v Ustavi Republike Slovenije, kdo odloča. Odločamo neposredno na referendumu, kadar je referendum, in odločamo na volitvah, kjer volimo parlament, državni zbor. In ta potem izvoli vlado, vlada predlaga zakone in parlament glasuje. Vse tisto, kar je vmes, je lahko fajn, je potrebno. Smo za socialni dialog, ne more pa to biti veto. Ne more pa nekdo, ki ni bil izvoljen, sebi pripisovati pravico, da je ljudstvo, da je on tisti, ki bo odločil. Tako da bodite pozorni na te stvari. Vedno doslej v zgodovini se je izkazalo, da kakorkoli se je to skušalo nekam zapeljati, je na koncu prišlo do diktature, do avtoritarnih sistemov in do velikih nesreč, skozi katere je šla Evropa v prejšnjem stoletju. In iz tega bi se morali nekaj naučiti. Slovenska demokratska stranka je pač zavezana demokraciji, to demokracijo bomo branili. O tem, kakšne vrste demokracije imamo, je zapisano v slovenski ustavi. In s tem, ko branimo slovensko demokracijo, branimo tudi slovensko ustavo. In to, gledajte, to ni nekaj, kar izgovarjamo kot frazo, kajti, kot se kaže, na naslednjih volitvah nastopa tudi neka koalicija, ki se imenuje KUL ali kakorkoli. In v tem četvorčku je stranka, ki ima v svojem programu napisano, da je njihov cilj razgraditi predstavniško demokracijo. Predstavniška demokracija, parlamentarna demokracija je nekaj, kar je temelj našega ustavnega reda. Pa pravijo, da je potrebno Slovenijo peljati ven iz evroobmočja, iz NATO, da je treba nacionalizirati podjetja. Nekateri njihovi poslanci pravijo, da je treba podjetnike nagnati z bajoneti v morje in da je treba nacionalizirati stanovanja, ki jih ne moreš posesati v 10 minutah. In to je programa ene teh strank, ki ima 10 poslancev v državnem zboru in ki bo del vladajoče koalicije, če bi ta druščina zmagala. Povejte to ljudem. Če kdo ne verjame, ne gre na njihovo spletno stran in boste vse to dobili. Oni tega ne skrivajo. To je vse protiustavno. Predstavljate si, da bi mi tukaj na Koroškem, ko zborujemo, rekli, cilj Slovenske demokratske stranke je, da razgradimo parlamentarno demokracijo. Državni udar, to, kakšno kričanje bi bilo. Oni imajo to v svojem programu napisano. Naslednje volitve bo seveda tudi odločanje o tem, ali bo Slovenija obdržala neke trdne temelje predstavniške parlamentarne demokracije, ali bodo to skušali zapeljati nekom v neke okvire, kjer bodo odločili tisti, ki niso izvoljeni.
Šlo bo za marsikaj in kot so prej že pred mano rekli, tisti, ki so govorili, ni možno računati na teh volitvah na to, da bo kar naenkrat slovenski medijski prostor popolnoma drugačen, da bo to, za kar se bodo naši kandidati zavzemali po volilnih okrajih, kar tako prišlo do ljudi, da bodo to mediji vse enako pokrivali in tako dalje. Nič od tega ne bo, tudi če še kakšna sprememba ne bo drastična, ker v osrednjih slovenskih medijih v zadnjih desetletjih niso zaposlili praktično nikogar, ki bi razmišljal tako, kot razmišljamo mi tukaj. Prej je bil kriterij, da naj mora razmišljati drugače, čeprav smo ljudje različni, razmišljamo različno in bi bilo prav, da je tudi v medijih sestava takšna, da pokriva cel spektr ljudi v družbi in vse interese. Žal to ni in to pomeni, da moramo zmagati na ta način, da bomo mediji mi. Vsak med nami je medij danes. Vsak med nami je medij in vsak pri sebi ve, na kakšen način lahko najlažje nagovori svoje sosede, sodelavce, sorodnike, ne nazadnje, ker to je tisto, ki na koncu deluje. V tej poplavi laži pa v teh sistemskih manipulacijah je to edino, kar deluje. Seveda moramo zato mi najprej vedeti, za kaj gre dejansko. Potem moramo biti dovolj koražni, da si upamo to povedati tudi drugim. In ne nazadnje moramo biti dovolj vztrajni, ker sami vemo, da enkrat običajno ni dovolj. Tako da, kot tudi na zadnjih volitvah, zmaga Slovenske demokratske stranke je odvisna od tega, koliko klug bomo prejeli v tem času, koliko ljudi bomo obiskali, koliko ljudi bomo nagovorili in kako močne argumente bomo imeli. Kar se tiče argumentov strani pozicije, ki jo imamo, se pravi Slovenska demokratska stranka vodi vlado, obljubljam, da od teh argumentov veliko. Vsi realni kazalci so takšni, da se dajeti koražno na volitve. Morajo pa pač ti kazalci, ti rezultati priti do ljudi in to lahko naredimo samo skupaj. Zdaj hvala, ker ste tudi z današnjo udeležbo pokazali, da se tega vsi skupaj zavedamo. Hvala vam, da ste potrpežljivo poslušali toliko govorov, kot verjetno še nikoli na regijskem srečanju. Zdaj hvala, da ste koražni Korošci, Korošice, Slovenke in Slovenci. Lep dan še naprej, Bog živi Slovenijo.